Zdaj, ena izmed, zelo močno izraženih potreb, pri vseh ljudeh je potreba po videnosti in poslišanosti in, to je nekako zelo, mislim, da zelo, opazno, no, še posebej dandanes s temi socialnimi omrežji, z raznimi fotografijami, videti. Tudi recimo ta video, ki ga jaz zdaj delam, ne, je tudi moj poskus biti nekako viden, biti nekako slišen s tem, kar vam imam za podeliti. In kot prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je nekako ovekovečiti, da s to željo po videnosti in poslišanosti, da ni ničesar narobe, da imamo to, da je to neka prirojena potreba, da smo videni s tem, kar smo, s tem, kar imamo za dati, s tem, kar imamo za podeliti z drugimi, da smo tudi mi pomembni, da imamo neko vlogo v tem življenju, v tej družbi, v teh krogih, kjer se družimo. In nekako, ja, se je zelo ranljivo, ne, to ovekovečiti, da so v bistvu vsi ti naši poskusi, komunikacije, poskusi, tipkanja po socialnih omrežjih, pisanja komentarjev, postanje postov, so to v bistvu poskusi zadovoljevanja potreb, zelo verjetno po neki videnosti, mogoče po neki kontribuciji, doprinosu, ampak mislim, da je v veliki meri tule ta potreba po tej videnosti in slišanosti in po tem, da smo mi tudi pomembni, ta to matter, I matter, jaz sem pomemben, ti si pomemben, ti si pomembna. In kako to ovekovečiti kot nekaj lepega, da je to skupno vsem nam in da je okej. In po drugi strani, kako lahko potem v svojih odnosih ustvarjamo v bistvu prostore, kjer so lahko te potrebe po videnosti in slišanosti tudi upoštevane. In en preprost način je, zdaj lahko se borimo za pozornost, lahko se zelo močno borimo v nekem dialogu, recimo se zelo jaz borim za to, da bom jaz slišan, in potem se ta druga oseba zelo bori za to, da bo tudi ona slišana, ne. In potem na koncu nimava te slišanosti ne jaz, ne ta druga oseba. Lahko se pa nekako preprosto dogovorimo, ne, če imamo neko zavedanje, jaz si želim biti slišan s tem, kjer sem jaz v tej situaciji, in ti si želiš biti slišana s tem, ker si ti v tej tvoji situaciji. In potem imamo lahko neki dogovor, da recimo najprej jaz tebi prisluhnem v polnosti in potem ti meni prisluhneš v polnosti. In na ta način v bistvu lahko obadva zadovoljiva to potrebo. In pri nenasilni komunikaciji se uporablja tule veščina tega empatičnega poslušanja, empatičnega, sočutnega zaobjema, vsega tega, kar se dogaja v drugi osebi, ne da bi ga skušali kakorkoli popraviti, ne da bi mu skušali, vsiljevati neko svojo zgodbo, ne da bi skušali jim pametovati in dati neke nasvete, samo da smo tam z njimi preprosto v neki tihi prisotnosti. In, meni se zdi to ena taka zelo lepa veščina, zelo prijeten, blagodejen način preživljanja časa z bližnjimi osebami. In to je v bistvu način, kako lahko to izvedemo, lahko zelo preprost, lahko si pač, vzamemo neki telefon in si damo timing, recimo tako jaz delam s svojimi določenimi kolegi, in si rečemo, okej, zdaj bom jaz 15-20 minut govoril in imam vso tvojo pozornost, da mi prisluhneš. In potem enostavno vloge zamenjale in bom jaz tebi prisluhnil, ne da bi te skušal prekinjati, ne da bi te skušal popraviti, ampak samo sem s tem, kar mi imaš za povedati.